Mislim, da je to velik korak naprej za slovenski šport, pa tudi za slovensko zdravstvo. S tem pa se tudi realiziral zakon o športu, kjer se določa, da so prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira zdravstveno zavarovanje, obvezni za športnike. To pomeni, da se je zdaj, šele po tolikem času, šele po več letih, realiziral ta zakon, oziroma udejanjil ta zakon, čeprav bi ga morala že prejšnje vlade, se je zakon star približno 10 let. Te volje včasih ni bilo. LDS-ova in SD-jeva vlada tega nista uspela realizirati in jaz sem zelo zadovoljen sam, ne samo zdaj kot bivši minister, kot sedanji poslanci in kot športnik, da se dejansko ta stvar sedaj uresničila in omogočila športnikom pravilne in redne preglede. Tu bi mogoče še povedal samo toliko, da je podpisan tudi to pismo o nameri v zvezi z zdravljenjem poškodovanih in obolelih vrhunskih športnikov, to je pa bistveno manjša kategorija od te, ki pa ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje in ki bo potrebno, po mojem mnenju, v prihodnje realizirati v obliki nadstandardnih oziroma dodatnih zavarovanj, za katere, kot sem rekel, že obstaja podlaga v podpisanem pismu o nameri v lanskem letu. Nekaj še za zaključek v zvezi z zdravili. Namreč s spremembo 77. člena veljavnega zakona se razširja pristojnost nadzorov zavoda tudi nad izdajanjem in zaračunavanjem zdravil in medicinskih pripomočkov in pa seveda na koncu še samo to, da zakon popravlja neustavno stanje na področju pogrebnin in posmrtin ter pavšalnih prispevkov, ker je do omenjenega neskladja ali pa neustavnega stanja sta privedli dve noveli zakonov v mandatu prejšnje vlade in sedaj iz leta 2002 in 2003 in sedaj bo možno seveda tudi nekatere nepravilnosti, ki so na podlagi te zakonodaje iz istega obdobja nastale, tudi za nazaj realizirati in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo razlike tistih oseb, ki imajo po prvem in drugem odstavku tega člena možnost do realizacije te razlike. In vse stvari je še zelo veliko, ampak tudi takih pomembnih zadev. Vzpostavlja se ustrezno tudi pravna osnova za financiranje aktualnih preventivnih pregledov v okviru rakastih obolenj, kot so recimo Zora, Svit in pa Dora. Vse to je zdravstveni svet že potrdil in zakon zdaj seveda te stvari samo še v tem zakonu urejuje. V naši poslanski skupini smo seveda sledili s tem zakonom, ne samo za poslansko skupino, znanje te koalicije, predvsem pa poslansko skupine SDS, smo sledili tudi vsebini koalicijske pogodbe, ki na področju zdravstva opredeljuje, da bomo prednostno za kategorijo socialno šibkih zavarovancev storitve, za katere je potrebno doplačilo, ki se zavaruje preko prostovoljnega zavarovanja, vključili v košarico storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. To smo zdaj s tem sprejetjem tega zakona tudi realizirali. Mislim, da je to pomemben faktor pri sprejemu, pri oceni spremembe tega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Omogoča zakon tudi nekako večjo kontrolo po eni strani nad delovanjem zdravstvene zavarovalnice, čeprav je to omogoče že tudi v nekaterih drugih zakonih in preko računskega sodišča. Toliko zdaj za uvod, sem bil kar dolg, ampak stvari je v tem zakonu, že ne glede na to, da ne gre za celotno spremenjen zakon, da gre za delne spremembe zakona, ne za sprejem celotnega zakona, ampak kljub temu je toliko stvari, ki so pomembne za zavarovance, da mislim, da tudi če sem malo daljši, upam, da nisem bil predolg.